Danes bomo v oddaji Verovanja spregovorili o cerkveni poroki in tukaj se nahajamo v župniji Velenje v cerkvi svetega Martina. Pozdravljamo pa pred kamero župnika Janka Rezarja. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. A bi morala reči domačega župnika? Saj bodo poslušalci razumeli. No, danes bom spregovorila o cerkvenih porokah, glede na to, da je takole na pragu poletja, čas, ko se tudi narava prebuja, vse cveti in je ponavadi tudi največ porok. Pa nas najprej zanima nekaj o tej zgodovini cerkvene poroke. Torej, kdaj so se sploh pričele cerkvene poroke, recimo na naših tleh ali pa na splošno? Težko rečem za naše področje. Lahko rečem svetopisemsko. Za Jezusa je rečeno, da je bil z učenci na začetku svojega delovanja povabljen na svatbo v Kani Galilejski in se je izkazalo za dobro, da je tam, ker je tam se zgodil prvi čudež, Štajerci dobro vejo, spremenjuje vodo v vino in mi pa gledamo svetopisemsko na to, se pravi, da je Jezus že takrat dal zakonu kot takemu en pomen, eno vrednostno vlogo. Tudi po podobi stvarjenja sveta in človeka, v bistvu gre za isto stvar, se pravi, Bog od človeka položi hrepenenje po sočloveku in zakon je en način, recimo, takšnega življenja. Potem je pa čisto sociološko gledano bilo odvisno od krajev in obdobij, kako se je to življenje urejalo. Zdaj, zakon, kakršnega poznamo zdaj, je pač nekako kar že dolga tradicija cerkve, se pravi, da cerkev blagoslovi to, kar si dva obljubita, da bosta živela kot mož in žena. Torej, kakšen je glaven pomen cerkvene zaveze, cerkvene poroke? Recimo, da sta dva samo skupaj ali pa da si tudi pred Bogom obljubita zvestobo? To je zelo dobro vprašanje. Bom rekel, da eno drugo, ampak še najbolj pa tretje. Recimo, cerkvena poroka oziroma sakrament zakona spada med dva sakramenta, ki mu rečemo sakramenta poslanstva. To je mašniško posvečenje in pa sveti zakon. To je, ko recimo mašnik, diakon, duhovnik pa škof sprejme ta sakrament, da bo s svojim življenjem in delom služil Bogu in ljudem. Tako recimo dva, mož in žena, pri poroki sprejmeta poslanstvo, da bosta kot krščanski mož in krščanska žena na en tak zelo konkreten način oznanjevala svetu, da je Bog ljubezen. V bistvu se potem, kako bosta ona živela med sebojno ljubezen, najbolj jasno pokaže, kaj je ljubezen. Tako da v bistvu je to ne samo potrditev tega, da živite skupaj, ne samo prošnja Bogu za blagoslov v zakonu, ampak tudi en čist zavesten sprejem poslanstva oznanjevanja svetu, Bog je ljubezen. Zato so tudi priprave na zakon. Torej, kako poteka ta priprava na zakon, na cerkveno poroko? Zdaj, za priprava na zakon je v bistvu en minimum, ki ga nekako pričakujemo od dveh, ki sklepata cerkveni zakon. Gre pa za to, da se na pripravi nekako obdela določene teme, s katerimi pridemo do gotovosti, da dva, ki sklepata cerkveni zakon, vesta, kaj sklepata. Recimo v primerjavi s civilnim zakonom je cerkvena poroka nekaj drugega. Civilni zakon je v bistvu pogodba med dvema, da bosta živela skupaj, cerkveni pa le ima neko poslanstvo. In tudi so določeni pogoji, da je sploh veljavna. Se pravi, treba vedeti, da gre za doživljenjsko skupnost, da gre za skupnost moža in žene, poročita se z enim, poroka mora biti iz ljubezni, svobodna in teka. In vse te stvari se na pripravah recimo preko različnih vidikov predstavijo. Recimo, zelo pomemben del priprav je pričevanje kakšnega poročenega para, se pravi, povejo svojo zgodbo in kako to živijo. Potem je recimo duhovni vidik na pripravah pomemben, tudi cerkveno-pravni vidik, tudi čist, biološki vidik. Se pravi, z različnih vidikov se predstavi zakon. Je pa to, se pravi, te kratke priprave na zakon, običajno traja to petek, zvečer, soboto, dopoldne, so res en minimum. Če pa dva hočeta recimo tudi kaj na svojem odnosu narediti, graditi, poglabljati in tako naprej, se pa skoraj priporoča kakšna šola za zakon, to so pa srečanja enkrat na 14 dni celo leto, kaj takega, ker se pa dejansko tudi ukvarjata z njim medsebojnim odnosom. Kakšne sakramente pa morate imeti bodoča zakonca? Zdaj, če sklepa nekdo cerkveni zakon, je osnova vsega krst. Se pravi, krščeni lahko sklene cerkveni zakon. Včasih poznamo tudi variante, mešani zakon, pa poroka z nekrščenim, se pravi, če je en od njiju krščen, drugi pa ne,
je tak zakon možen. S tem, da za krščenega šteje kot sakrament, za nekrščenega pa kot enakovredna poročna obljuba, se pravi z istimi obvezami in zavezami, samo v duhovnem smislu nima iste teže, ker pač nekdo nima krsta in ni recimo uveden v vero. Zdaj, ostali sakramenti so pa tako, neposredno niso pogoja, se pravi, včasih so rekli, ja, moraš biti pri birmi, da se lahko cerkveno poročiš in tako naprej. Neposredno ni to rečeno. Ampak po drugi strani je pa tek, če govorimo, običajno se poroča odrasel človek, odrasel kristjan, je pa zelo na mestu, da ima tudi sakramente uvajanja, to pomeni krst, obhajilo, birmo, tudi da je pristopil že k sveti izpovedi, se pravi, da živi kot odrasel kristjan, ker je potem ima en temelj, na katerega potem bi rekel, dodaja ali pa prejema še ostale sakramente. Pa še eno takšno vprašanje, ali mora biti bodoči zakonec polnoleten? Cerkveno pravno gre tudi, če še ni polnoleten. Mislim, da je pogoj 16 let, soglasjem staršev, sam nimamo teh težav. Običajno so danes ljudje, ki se poročajo, gre prej v drugo smer, se pravi, da so že starejši, kot pa da bi bili premladi še. Ali je nujno imeti poročno pričo pri poroki in če ja, kakšen je pa pogoj, da nekdo lahko postane poročna priča? Poglejte, cerkvena poroka oziroma zakon je v bistvu edini sakrament, ki si ga podelite zaročenca sama. Mož obljubi ženi ljubezen in zvestobo, žena možu in to je to. In to potem tudi potrdite z njunim skupnim zakonskim življenjem. Zdaj, duhovnik je tu kot priča cerkve, vsak od njiju ima pa še s seboj svojo pričo. Se pravi, da smo trije priča, da sta si ta dva to res obljubila. Pogoj za pričo je, oziroma pogoj za pričo niti ni posebnih, ker je priča samo potrdi, da se je to res zgodilo. In priča mora biti polnoletna, to je pogoj, mora biti približno trezna, da ve, da se je to zgodilo in na koncu tudi s podpisom potrdi, da sta si ta dva res obljubila ljubezen in zvestobo. Ali je še kakšen poseben pogoj oziroma dolžnost, ki jo ima priča kasneje do zakoncev? Z duhovnega vidika ne. Zdaj drugo so ti, ne vem, sociološka pričakovanja in tako naprej, ne vem, da na sami svadbi pa to ima kakšno besedo. Ampak recimo to, kar se glede obreda tiče, pa ni nobenega pogoja. Tudi če pride kdo, pa nima priče, pa bi, ne vem, rabo pričo lahko v sosednji gostilni nekoga najame za tisti moment, pa je to to. Se pravi, priča samo potrjuje, da se je to zgodilo. Je pa sicer po, ne vem, eni taki čist prijateljski plati, zelo fajn, da je priča tudi en spremljevalec kasneje v življenju, ampak ni to isto kot boter, ker boterstvo je pa nekaj drugega. Je pa v bistvu spremljanje nekoga in uvajanje v življenje poverja. Glede na to, da je bistvo cerkvene poroke duhovno, ne pa materialno, pa vseeno se od prič pričakuje tudi kakšna darila. Kakšno je tukaj vaše mnenje? Ja, jaz bi rekel tek, doskrat se zgodi, da kdo reče, ko pride do vprašanja zakona, pa zakaj še ni poročen in tako naprej, je odgovor, ker nimamo denarja. Jaz bi rekel, da je mogoče celo škoda, da razna takšna družbena pričakovanja, po velikih darilih, po ogromnih svadbah in tako naprej, dostikrat koga omejijo, da reče, ni še čas za poroko, ker še ne zmoremo finančno. Z vidika, se pravi, sakramenta kot takega in pa župnije ali pa cerkve, bi rekel, tek poročita se lahko dva, ki se imata res rada, tudi v ponedeljek zvečer po večerni maši z dvema pričama, pa je to, pa ne bo nobenih stroškov in nič. Tako da jaz sem tudi do teh, se pravi, velikih materialnih pričakovanj res zelo zadržan, ker naredijo več škode kot koristi. Kaj vse pa mora vsebovati cerkvena poroka oziroma kako poteka? Večkrat vidimo recimo tudi kakšno poročno svečo. Glede, kot pri vseh sakramentih je tudi pri poročnem obredu so določene zunanje znamenja, ki govorijo o tem, kar se v duhovnem smislu dogaja. No in poroka je glede tega zelo preprosta. Eno takšno znamenje oziroma bom rekel, besede, s katerimi se dva poročita, to je poročna obljuba. Jaz sprejmem tebe in obljubim na tem zvestu, sreče in sreče, bolezni in zdravje in tako naprej. Drugo pa je zlat prstan, ki si ga dva izmenjata potem, ko se ju blagoslovi. Se pravi, to, kar sta si obljubila, pomeni tudi prstan na roki, se pravi, je znamenje njune zaveze.
Vse ostalo je dodatek. Ne? Se pravi, lahko govorimo o poroki z mašo, običajno je maša za blagoslov v zakonu in med mašo, potem je poročni obred. Kakšni se odločijo tudi za poroko izven maše, kjer je samo besedno bogoslužje, se pravi, bomo rekli, prvi del maše, pa potem poročni obred. Zdaj, kar je pa noter, ne vem, poročna sveča je lahko zelo na mestu, malo spomni, prižge se jo ob krstni sveči, pa velikonočni sveči, malo naveže to, se pravi, na krstno poslanstvo. Tudi Slovenci imamo navado, da ob poroki blagoslovimo vino in se z njim potem nazdravi. Zakaj? Malo po tradiciji, ne vem, rečemo temu Šentjanževo vino, to delamo na god svetega Janeza, blagoslavljamo vino. Poroka je pa na svadbo paše tudi vino, se pravi, ker je eno znamenje veselja, radosti, ne samo pretiranega opijanjenja in tako naprej. In recimo na vesele dogodke tudi nekako paše, da se to pokaže tudi na tak način. Kakšne obveznosti pa imata zakonca eden do drugega z cerkvenega stališča? Z cerkvenega stališča imata to obveznost, mislim, to, kar si obljubita. Tam si čist, ne vem, prostovoljno obljubita ljubezen in zvestobo v sreči, nesreči, v bolezni in zdravju vse dni svojega življenja. In to je v bistvu njuna, bomo rekli, življenjska zaveza, ki sta jo potem dolžna izpolnjevati čisto v konkretnih življenjskih situacijah, ki se jima zgodijo na njuni skupni poti. Rekli ste, da je cerkvena poroka do konca življenja, vendar vseeno sem in tja pa pridejo kakšne določene stvari, tudi zakonca se morda spremenita v 20 let, pa potem 50, 60, včasih pride tudi kakšnih hujših stvari in ob katerih primerih je sploh možna razveza cerkvene poroke? Zdaj, prav recimo razveza kot taka cerkvenega zakona ni možna. Včasih se kasneje ugotovi, oziroma je možno samo v določenih pogojih, če gre za vprašanje vere, kaj takega, to so res izredni primeri. To, kar se pa recimo v praksi dostikrat dogaja, je pa to, da dva, ne vem, tekom skupnega življenja ugotovita, da pač ne morata več naprej, zaradi različnih razlogov. Včasih se pokaže, da je nekdo, ne vem, en od njiju, druga oseba kot to, kar je bil v poroki. In tu so določeni, recimo čisto cerkveno pravno, pogoji, da je zakon veljaven. In tudi pri pripravi na poroko, pred poroko se naredi en zapisnik, kjer se je v bistvu povpraša o čisto konkretnih stvareh, glede njune osebnosti in tako naprej, da se nekako skuša imeti eno gotovost, v redu, sta zrela in pripravljena za zakon. Ampak to pa ni garancija, lahko se kasneje karkoli zgodi, a pa se zgodi, da nekdo od njiju, ne vem, ne spoštuje drugega v smislu, kakšne bi moral in se, ne vem, dogaja škoda osebi in tako je pač potem treba začeti presojati, a živeti zakon naprej tako, kar je, ali je treba živeti ločeno, da se ohrani kako više dobro, ne vem, tudi družina, otroci, kakorkoli, a pa se celo ugotovi, da že v začetku, pred začetkom, kaj ni šlo prav in se lahko reče, ta zakon je bil pa ničen. Se pravi, se ne reče, da ga ločimo oziroma razvežemo zakon, ampak se ugotovi, da sploh ni bil sklenjen, kakor bi moral biti. Zato je recimo tukaj poudarek na pripravah in na vseh teh stvarih prej, ampak še vedno ni to 100% sito, da bi rekel, zdaj pa smo naredili vse, da ni nobenih dvomov nikjer. Torej se lahko človek cerkveno poroči le enkrat v življenju? Cerkveno se lahko poroči, ja, v primeru se ugotovi ničnost, se pravi, zakon, ki ga je sklenil, ni bil v bistvu sklenjen. V tem primeru pač potem ima možnost do zakona, ki pa bo veljal. Zdaj bomo rekli, nazven bo zgledalo, kot da se je dvakrat poročil, drugače se pa je pa v bistvu šele ta drugi potem ta pravi. No, pa tudi v primeru, ne vem, ovdovelosti pa to se lahko poročiš ponovno in tako da so, te možnosti so. Koliko pa je cerkvenih porok, oziroma če pogledamo desetletja nazaj ali pa dan danes, koliko parov se še odloča za cerkvene poroke? Bom rekel, sorazmerno malo. Ne vem, na leto je v tem velenjskem koncu nekje, se pravi na področju naših župnij, Velenje z okolico,
10 do 15 porok. Včasih me malo ne smeji, ko se pripravljajo na Birmo, rečejo, ja, grem k Birmi, da se lahko cerkveno poročima. Če bi to držalo, bi imeli vsako leto, ne vem, po 50 porok, pa jih v bistvu ni. To ne pomeni, da ljudje ne živijo zakonskega življenja oziroma partnerskih skupnosti, ampak da bi pa to vzeli, recimo, te, ko smo prej rekli v začetku, v veri kot svoje življenjsko poslanstvo, tudi kot vlogo odraslega kristjana, to včasih zmanjka. Pa si želimo, da bi bilo spet drugače, kaj ne? Ja, ampak predvsem tudi v želji, da bi zakon razumeli kot tek, ker je, daskrat se pride kdo v cerkev poročiti, ker je, ne vem, menda lep obred, pa lepi prostori in tek naprej, ampak že tu se kaže, da smo izgubili malo občutek za simboliko, recimo pri cerkvenih porokah. Pridemo k cerkveni poroki, pa je potem glasba čist, ne vem, tako bi bila za njih, ne vem, to, kar je na civilnja, kaj takega. Čeprav vemo, da glasba v cerkvi v bistvu nadomesti molitev, ki bi se tam molila. To pomeni, bi tudi po vsebini naj bila ista. Mislim pač, naj bi to vsebovala. Potem pri kakšnih vidiš, mogoče, ko pridejo k cerkveni poroki, niti nimajo občutka za prostor in dogodek kot teka. Je včasih tudi dojemanje cerkvene poroke strani tistih, ki sklepajo zakon, ali pa tistih, ki so povabljeni na poroko, precej drugačno od tega, kar ne bi bil cerkveni zakon. Tako da tu vidimo, da je tudi še precej možnosti in potreb po vzgajanju in ozaveščanju teh, ki se pripravljajo na zakon, na kaj vse je treba tudi spomniti kdaj. Torej ste pa rekli, da je lahko cerkvena poroka z mašo ali pa brez? Tako. Ker je poročni obred je tudi sam za sebe lahko ena taka zaključena celota. Vključi se branje Božje besede, vključi se nagovor, ne sme manjkati, se pravi, poročna obljuba, izmenjava prstanov in pa blagoslov zakoncev. To pač potem glede na kandidate malo skupaj presodimo, kakšna varianta je recimo bolj na mestu za njihov primer. Janko Rezar, hvala za pogovor. In za vse informacije, in seveda si želimo, da vsak, ki se bo cerkveno poročil, da najprej ugotovi, kaj je bistvo in pride s takšnim namenom, da ne samo na papirju, ampak da bo dejansko to sklenjeno v srcu. Tako, to je pomen, se pravi, da je zakon, ki ga skleneš, tudi na tvoja življenjska drža, vsaj želja potem, nikoli nismo 100% v nič, kar nas čaka v prihodnosti, ampak da je trenutna naravnanost pa takšna, čemur služi tudi zakrament tega zakona. Hvala lepa za pogovor. In seveda vam, drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala, da ste bili v naši družbi. Verjamem, da ste izvedeli marsikaj zanimivega.